Dame in gospodje, en lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem Jože Biščak, urednik Demokracije in v izredno čast mi je, da bom danes v tem novem medijskem centru pozval okroglo mizo, na kateri bomo z gosti spregovorili o slovenskih medijih v totalitarizmu in danes. Z mano so tukaj z vaše leve proti desni gospod Igor Omerza, publicist, raziskovalec UDBE, avtor več knjig o zločinih UDBE v nekdanji Jugoslaviji in tudi Sloveniji in človek, ki v zadnji knjigi z naslovom Temna stran dela razkriva delovanje UDBE v časniku Delo. Potem je gospod Peter Jančič, nekdanji urednik Večera, oziroma novinar Večera, nekdanji urednik Dela in sedanji urednik precej kritičnega portala Spletni časopis. In povsem na koncu je gospod Ivo Jevnikar, novinar, publicist, raziskovalec polpretekle zgodovine Primorske in njenih ljudi, urednik, zamejski Slovenec in tudi avtor knjige Neznani Slavko, ki govori o gospodu Andreju Slavku Uršiču, po katerem nosi ta center ime. In gospod Jevnikar, bova začela kar midva. Vi ste raziskovali življenje človeka, gospoda Andreja Uršiča, ki je kasneje umrl precej mučeniške smrti v zaporih UDBE. O njem se v Sloveniji dolgo časa molčalo, zamejci pa ste ga vendarle malo bolj poznali. Nenazadnje je navdihnil tudi marsikaterega mladega novinarja, kot tudi vas. Kaj je bilo pri gospodu Uršiču tako navdihujočega? Nekaj ste povedali že gor, zdaj pa bi vas prosil, če čisto povsem na kratko orišete njegovo življenjsko pot, predvsem pa nas to zanima, kaj je bilo pri njem tako navdihujočega? Hvala za besedo in lep pozdrav vsem gledalcem in prisotnim. Ja, Andrej za domače in za prijatelje. Slavko Uršič je bil človek, ki je čutil odgovornost do družbe. On bi lahko po vojni zlasti, ko se je umaknil prej na Koroško, potem v Italijo, bi lahko rekel, ena faza naše zgodovine, mojega življenja. On je bil predstavnik liberalne politične smeri, mlade Jugoslavije med vojno, potem bil torej v Slovenski zavezi in tako dalje. Bi lahko rekel, je konc in bom miroval. Medtem ko ne, on je čutil dolžnost, da deluje v družbi, da svoje pero da v službo demokracije, idealov, ki so ga navdihovali že od mladih let. In jasno tudi, ker se je znašel pač ponovno v Kobaridu, rojstnem kraju, ampak na Primorskem, mislil je ostati v coni A, po Morganovi liniji oziroma v Italiji ali v svobodnem tržaškem ozemlju, tega točno ne vemo, ker je bil ugrabljen prej, ampak mislil se je boriti za narodne jezikovne pravice Slovencev v Italiji ali svobodnem tržaškem ozemlju. In prej smo slišali nekaj njegovih misli, ampak to je bilo ponatisnjeno večkrat potem v raznih brošurah v Trstu. On je razvijal te misli o demokraciji, on je globoko verjel v demokracijo in je to dokazoval tudi s svojim življenjem. Že na univerzi je bil zelo aktiven, on je študiral v Ljubljani, na univerzi, pravno fakulteto je končal in je bil zelo aktiven v študentskih društvih, ne? Liberalno, jugoslovansko usmerjenih, ampak v spominu ga imajo, ali so ga imeli tisti, ki so z njim delovali, kot strpnega sogovornika, ki je iskal dialog in celo med vojno, ko se je že začela revolucija oziroma državljanska vojna, je on recimo na čelu skupine Mlada Jugoslavija, to so bili nekakšni mladi disidenti liberalne stranke, on je celo vodil pogajanja za Osvobodilno fronto s Kidričem in drugimi, če bi se dalo sodelovati. Je pa videl, da tam prevladuje monopol komunistov, prevladuje načelo nasilja in odklanjanje Jugoslavije, kakršno je on si zamišljal, pač demokratično, kraljevo in tako dalje. In takrat so se razšli.
Po vojni, ko se je znašel v današnjem zamejstvu, pa je takoj pristopil, ko se je ustanovila prva demokratična slovenska stranka, ki je bila utemeljena na narodni samobitnosti, torej na samostojnem nastopanju, ne v vključevanju vse državne stranke, in to je ločnica, ki še danes deli Slovence v Italiji, ne, ali si v vse državni napredni stranki ali v svoji samostojni stranki, in načelo demokracije tudi tam. Ravno tako kot v matični Sloveniji, v drugačni obliki, v omiljeni obliki, ampak nasilnost komunističnega režima se je pač kazala tudi v zamejstvu današnjem. Monopol komunistov je bil zelo jasen, to se je pokazalo recimo v odnosu do zavezniške vojaške uprave. Zavezniška vojaška uprava je recimo ponudila na začetku tudi Slovencem, da se vključijo, takrat še ni bilo volitev, da se vključijo v uprave občin, pokrajin, da se ustanovijo slovenske šole in tako dalje. In partija je rekla, ne, to ste novi imperialisti, mi bomo itak vse sami uredili, ko bomo vladali, z vami ne sodelujemo. Ne? In so padale tudi žrtve. Potem, ko je nastala ta Slovenska demokratska zveza in je začela izdajati tednik Demokracija, 25. aprila 1947 je bil on glavni urednik, ni bil napisan, takrat so se skrivali za psevdonimi in tako dalje. Dva sta bila urednika, Pol de Kemperle, star goriški časnikar, že pri Goriški straži je pisal, in on je bil vodilni nekje. Ne? Ampak on je živel v Kobaridu. Kobarid je spadal še v cono A. In ko je bil ugrabljen, ko smo videli 31. augusta, se je on že pripravljal, da se bo ob razmejitvi 15. septembra umaknil. Ne? Ampak nevarno je že bilo takrat in znano je iz pričevanj, da je recimo drugi tak zgodovinski voditelj goriških Slovencev, odvetnik August Sviligoj, dan pred ugrabitvijo, 30. septembra v Gorici ga je srečal, rekel, ne hodi v Kobarid, zakaj hočeš riskirati? Je rekel, jaz imam čisto vest, ničesar se ne bojim, in je šel domov k staršem. Ne? In ga je potem, ampak ta zgodba mislim, da je znana, tam je bil zadnjega dne avgusta zvečer v Kobaridu na neki ljudski veselici, v eni gostilni so bili tam, in neko dekle mu prinese pismo, te čakajo prijatelji v eni sosednji vasici, tam proti Robiču recimo. Ne? On je takrat vozil motor, se odpelje tja, vse zagrnjeno, nobena luč ne gori v hiši, rekel pa, se nismo razumeli. In ko se je vračal, so mu nategnili, kar je spet je bil precejšen običaj takrat, nategnili vrv preko ceste, da se je z motorjem zaletel, padel na tla, ni se poškodoval, ampak tam so ga pač obvladali in peš gnali preko tam nekih po pobočju Matajurja in tako dalje. In pred nekaj let, do samosvojitve, do demokratizacije nismo vedeli od tistega trenutka dalje, kaj se je zgodilo. Začele so krožiti razne zgodbe, da je bil ubit na licu mesta, ali da so ga ubili, ki je tam. Nekdo je svojcem kazal kraj, kjer ne bi bil pokopan, ob bregu Soče. Nekdo je širil glas, da je na Golem otoku, tretji, da so ga poslali v Moskvo. To mi je celo ena arhivistka, ko sem jaz začel leta 1991 zahajati še v Slavijo, rekla, kako si lahko mislite, da je bil umorjen tako inteligenten človek? Tega so uporabili za kaj drugega. Ne? Ampak potem se je izkazalo, da je bil pripeljan v Ljubljano, da je bil zaprt v prisilni delavnici na Poljanskem nasipu, v tistem delu zapora, ki ga je Zdenko Zavadlav imenoval kot zazidani trakt in ki so ga pred leti zaman iskali, ampak iz novih dokumentov, ki so pač na razpolago v arhivu, se razume, da to je bil enostavno en cel predel tiste stavbe, kjer je danes bolnica, Lumobolnica, kaj je tam, ne vem točno. In tam so živeli še nekaj let po uradni smrti, potem, ko so časopisi pisali, da so bili ali obešeni ali ustreljeni nekateri obsojenci na dahavskih procesih, nekateri nacistični zločinci, Mirko Bitenc, ta vodja ljudske stranke, ki je tudi neko obveščevalno dejavnost skušal vzpostaviti, Janko Soklič, ta črnorokec ali ne črnorokec. Torej, enih 20 ljudi, ali še več, tudi nekaj Italijanov, so tam živeli še nekaj let potem, ko je bilo objavljeno, da so bili usmrčeni uradno.
on je moral biti posebno varovana tajnost, ker potem smo našli zapisnike njegovih zaslišanj in ne piše Andrej ali Slavko Uršič, piše izpoved neznanega Slavka. Torej, sama udba drugem funkcionarju ni točno povedal, samo nekateri so to vedeli, kdo je. In kdaj je zginil, tega točno ne vemo. Je pa arhivistka in zgodovinarka Ljuba Dornik Šubelj pred leti izdala knjigo Ozda in prevzem oblasti 1944-46 in ona na podlagi nekega zapiska, ki je ohranjen v arhivu Borisa Krajgerja, sklepa, ampak ona je prepričana v to, da je bila cela ta skupina 18. novembra 50 skrivaj pomorjena in kje so pokopani, tega še danes ne vemo. Jaz upam, da se bo to kdaj izvedelo. Ta zaslišanja so zanimiva in segajo, vsaj tista, ki so podpisana ali datirana, do 29. septembra 1948. Torej do takrat je bil gotovo živ, ker je bil zaslišan oziroma moral pisati tudi. Določene stvari so zelo zanimive, ker obnavlja medvojno dogajanje, Slovensko zavezo in tako dalje. Potem pa očitno so ga tako mučili ali podvrgli takemu pritisku, da je prešel v fazo neke avtokritike. Piše, že 7 mesecev sem v samici in razmišljam, ampak sem vesel, da sem na tej strani bloka, torej, kjer je vlada demokracije. Torej, zgleda, da je potem nekako, da so ga psihološko, psihično zlomili in potem še umorili. Torej, navdihujoče pri gospodu Uršiču je njegova neizmerna zavezanost demokraciji, svobodoljubju in slovenstvu in domoljubju. Ja. To. Gospod Omerza, vaša knjiga Temna stran dela, kar pokažejo, je tik pred izidom, izšla bo 21. maja. Sem jo priporočam, sam jo še nisem prebral, razen kar mi je Igor povedal. In preden vam dam besedo, ne mi bo dovoljen en medklic, en kratek uvod v njegovo vprašanje. Se veste, po drugi svetovni vojni se je začela partijska diktatura, ki je botrovala temu, da je bila večina cveta podjetništva in intelektualcev bodisi pobita, bodisi izgnana. Partija je sprva še pustila nekatere medije, da delujejo, kot recimo Petkova panorama, Nova obzorja, revijo Besede. Začela sta izhajati predvsem zaradi tega, da se svetu pokaže, kako je demokratična, celo 2 katoliška lista, ki sta bila res bolj lista, na 8-16 straneh. Eden izhajal v Mariboru, je bil Verski list, drugi v Ljubljani, Oznanilo. Pri tem gre velika zasluga pisatelju, akademiku in duhovniku Franu Saleškemu Finžgarju, ki je bil hude boje s takratnim Borisom Krajgerjem. Jaz sem imel priložnost, ko sem pisal diplomsko nalogo, brati originalna pisma na teološki fakulteti, kjer so jih imeli to pod ključami nekje skrita. Ampak hočem povedati to, da pač takrat je izhajal Slovenski poročevalc, ki ga bo pol nasledilo Delo. Rad bi povedal samo še to, da partija ni bila zadovoljna s takratnim novinarstvom. Recimo od 45 leta do leta 55-59, ko je to že povsem prevzela. Celo Krajger je rekel takole, da je stanje v našem novinarskem kadru eden od najnevarnejših pojavov. In v tistem trenutku so začeli iskati mladi ljudi, ki bi se šli novinarstvo. Morate vedeti, da so partizani prišli iz hoste, pa nočem nič reči, na pol pismeni,
so se mogli še opisnevati in tako je prišel na slovenskega poročevalca, tega vsi poznate, Ljubo Bovcon, ki se je tako izkazal z enim komentarjem, ko so se žgali škofa Volka. Kasneje je šel v naše razglede in kasneje je postal utemeljitelj revolucionarnega prava v slovenskem pravosodju, kar občutimo še danes. Gospod Omerza, zdaj pa, če se vrnemo iz slovenskega poročevalca na Delo, kako je bil časopis Delo politično zlorabljen oziroma kako je potekalo sodelovanje Udbe z uredniki in novinarji? Je bilo to tako očitno, da so klicali ali kako? Hvala za vabilo, vse lepo pozdravljam. Vse vabim na predstavitev moje knjige 21. maja ob 18. v muzeju VSO, Cankarjeva 11, tako da bom tam lahko več tudi povedal, ker gre pravzaprav za trilogijo. To je prva knjiga. Seveda to vprašanje je zdaj takole, ne. Partija je imela v rokah vse institucije, vse asociacije, vsa združenja in tako naprej. Mislim, jih je pač kontrolirala. Razen Cerkve slovenske, ne, je bila edina avtonomna. Zato je bila tudi toliko pod nadzorom, ker čeprav je imela tudi partija noter, oziroma Udba v Cerkvi veliko sodelavcev, tudi v časopisu Družine in tako naprej. Skratka povsodno. Ni bilo institucije, kjer ne bi imela Udba svojih špiclov, voduhov. In kar se tiče pa medijev, seveda je bilo pa to posebej za njih pomembno. Se je že Krajger, kot si zdaj povedal, pa še v mnogih drugih priložnostih so se hudovali, kako niso novinarji taki, kot bi morali biti po njihovo, čeprav so bili, moram reči, ultrarežimski. Vse drugačni tudi niso mogli biti. Premalo agitpropovski so bili najbrž. Prosim? Premalo agitpropovski so bili. Ja, oni, novinarji so vendarle hoteli iz časopisa delati vsaj nekaj zanimivega, ne. In zdaj, če bi oni upoštevali vse to, kar so od njih zahtevali, bi bilo to popolnoma neberljive zadeve. Tako da tudi partija, oziroma vrh partije je mogel pri tem malce popuščati, ne, pri tem, ker tudi Delo, ko je nastalo leta 1959, je malo boljše slovenskega poročevalca, saj v žurnalističnem smislu. Ne v smislu tega, da je slabše branilo režim, ampak da so bili malo bolj, da so začeli neki članki, ki so bili neke reportaže, neke intervjuje in tako naprej. Malo se je stvar, bi rekel, žurnalistično bilo malo boljše, ampak v smislu podpiranja režima pa seveda isto. Udba ni kontrolirala recimo Dela, ni hodila v tiskarno gledati, kaj bo Delo objavilo, kot je to delala potem koncem 80 let recimo za Mladino, kot je spremljala Novo revijo, ampak to že koncem 80 ali pa v začetku, v sredi 80 let pa Tribuno, kateri in tako naprej, se takrat začel prostor odpirati. Uredniki, novinarji sami so vedeli, dokot gredo lahko. So imeli neko samocenzuro. Po drugi strani, če so nekaj naredili, kar je bilo vendarle izven te samocenzure, so jih uredniki ustavili. Recimo Mitja Gorjup je bilo znano za njega kot en najboljši urednik v režimskem smislu, govori. Najbolj sposoben urednik v režimskem smislu, če hoče tudi v udbovskem smislu, ker je bil konfident Udbe, je vsako številko prebral od začetka do konca. Pa vendar se je zgodila kakšna napakica. Recimo enkrat so objavili neko omembo rojstnega dne Mirka Javornika, slovenskega publicista, pisatelja in pa velikega imigranta, da tako rečem, ne. In potem se je Gorjup na pol strani v Delu upravičil zaradi te napake in se pridušil, da se tega se pa v Delu več ne bo zgodilo. Po drugi strani piše Bojan Štih, da so, recimo, mama in oče Dela sta Ljudska pravica in slovenski poročevalci. Z te združitve je prišlo Delo. Je povedal v nekem članku, je pisal Štih o teh takratnih dogodkih na Ljudski pravici in je rekel, včasih je šla šele popoldne, ne zjutraj, ker so celo noč brali vodilni tovariši krtačne vtise in potem potrjevali ali pa seveda zahtevali kakšne dodatne popravke. Takrat je bilo to malo bolj komplicirano, ker so mogli s svincem postavljati časopise. Ni bilo tako enostavno kot danes, ne. Potem Viktor Blažič piše v svoji knjigi, da so takrat v 70-ih letih, ko je bil on novinar delal, da so kurirji s hitrimi avtomobili vozili krtačne vtise Dela po Ljubljani, vrhovnim
partijskim voditeljem, pa Kardelju tudi, če je bil v Ljubljani, ker on je drugače bil večino časa, ali pa vsaj polovico časa v Beogradu. Tako da kontrola je bila totalna. Udba tle ni imela kaj delati. Seveda, imela pa sodelavce v časopisni hiši, v vseh časopisnih hišah. Največ pa v Delu, največ sem tega najdel v Delu, ob vsej tej množici uničenega materiala, zdaj ne morem za prmej duš reči, da je Delo bilo največ sodelavcev konfidentov Udbe, ampak glede na to, kako je pomembno bilo Delo, pa verjamem, da je bilo temu tako. Jaz sem recimo v teh 3 knjigah, ki bojo, ta je zdaj danes prišla iz tiskarne, bom jaz recimo Vlado Šlamberger, bivši podpitov predpražnik, so ga klicali na samem Delu, ne, je v neki svoji knjigi zdaj o 50-letnici Dela pisal, da o 10 ostrih peresih. Jaz sem najdel 8 teh ostrih peres, da so bili konfidenti Udbe. Ne? 2 pa verjetno nisem najdel, ker je dokumentacija uničena, verjetno. Ne. Tako da imate sistem, ki je praktično skoraj nemogoče, da propade, da tako rečem. Ne. Seveda je propadel vseeno, ampak je bil tako samo sebe zaključen, zato tudi naslov knjige Osupljiva anatomija režimsko-udbovskih labirintov, ker nekatere stvari se me res osupnile, ko sem raziskoval to dokumentacijo. Skratka, imeli so sodelavce v hiši, ampak kaj so te sodelavci delali? Predvsem so špionirali tuje novinarje, ki so sem prihajali. Pa recimo mogoče tiste kolege, ki so bili nekje na meji. Ker sem imel vendarle v Delu tudi najmanj 4 novinarje sem najdel, ki jih je Udba pa spremljala. O tem bom tudi pisal. Ne. Pod kodnimi, ker sem mislil, da jih je treba spremljati. Ne. Te ljudje so te ljudje zalezovali. Potem ste imeli ogromno tistih, ki so veliko pisali v Delo, so bili tudi udbovski konfidenti. Jih je tudi veliko. Ne. So bili pač zunanji sotrudniki Dela. Vi imate recimo Jožeta Javorška, pisatelja, ki je strašno veliko pisal za Delo, pa tudi za Dnevnik in bombardiral, bom rekel, vse po vrsti, ne, predvsem Kocbeka, Borisa Pahorja in tako naprej. In nihče ni mogel odgovarjati v časopisih. Ti nisi mogel odgovoriti na napade, ne samo v Delu, kjerkoli. Ti nisi imel nobene obrambe v tistih časih. Tako da režim je to obvladoval, seveda medije absolutno in pa še kaj drugega seveda. Ne. Je kdaj spustil to izvajati? Recimo. Tako bi rekel, z začetkom nove revije ne, se začnejo težave, bi rekel, za režim z medijskega vidika, pa potem z to radikalizacijo v mladini, katedri, tribuni, mogoče tudi časopis za kritiko znanosti in tako naprej. Vse te stvari so se takrat začele odpirati in režim ni mogel več tega ustavljati. Bila je Titova smrt, bili so težave v Jugoslaviji s Kosovom, bile so težave mednacionalne, potem razbit center v Beogradu, ni bilo več te enotnosti po Titovi smrti. Solidarnost nastopi, vzhodni socializem počasi začne se sesuvati sam vase. In partija ne more, vrh partije ne more več tega. Sicer imamo še leta 1984 strašen proces, ki sem ga opisal v svoji knjigi Orwellovo leto 1984, zelo mučna zadeva, pa seveda imamo proces JBTZ leta 1988. Še neki zadnji trzaj, da se nekaj naredi, da se prepreči te neustavljivi procesi, kot se danes vidi. Ne. Mi nismo mislili, da bo šlo to tako hitro. Bavčar v nekem intervjuju takrat rekel, osamosvojitev, demokratizacija, to je stvar generacij, pa je tista generacija zelo hitro to dosegla takrat. Ne. To mislim, da je ta intervju imel leta 1989, leta 1988 mladine. Če vas prav razumem, Udba ni bila neposredno fizično prisotna v slovenskih časopisih ali Delu, ampak so imeli sodelavci. Preden dam gospodu Jančiču besedo, ki je bil odgovorni urednik Dela sred prejšnjega desetletja, 2005 ali 2006, bi jaz povedal, pa se bo to navezovalo potem na vprašanje Jančiča. Zanimivo izkušnjo, ki sem jo imel jaz v Delu, bil sem mlad novinar, imel sem to čas, da sem bil novinar v času prelomnih dogodkov Slovenije, ampak kaj se dogaja v začetku 90-ih let, nekateri teksti, bom rekel, so bežali, uhajali iz Dela. Jaz spomnim, nekatere tekste je nekdo bral v predsedniški palači, takrat je bil predsednik Milan Kučan, bivši zadnji šef partije, on je bral še preden so prišli v tiskarno. In Danil Slivnik, takratni urednik Dela, je to vedel in on je imel navado, da ko je ono svojo znamenito sobotno kolumno oddal,
spodaj, takrat smo še lepili članke dol pred tiskom, je prišel, se je premislil in tik preden šel v tiskarno je še enkrat spremenil tekst, da tisti nikoli niso vedeli, kaj bo naslednji dan išlo. Gospod Jančič, vas bi poprašal naslednje, ali se je vam to tudi dogajalo, ko ste bili urednik, da so nekateri teksti uhajali na razne strani? Najprej so meni takoj na začetku na veliko potikali, da sem jaz to počel, da sem posegal v tekste, da sem delal cenzuro, to so sistematično širili, celo javno posneto, recimo Sindikat, ne, bilo je pa neresnično. Šli tako daleč, da sem potem nekaj komentarjev, kad zelo se jezno oglasil, in je potem celo šef Sindikata sprožil spor proti meni. In zanimivo je, da takrat so novinarji iz Dela opozorili, da obstaja posnetek, kjer on govori tisto, kar je v sporu zanikal in da laže. Ne. Takrat sem toliko delal, da niti nisem bil pozoren, niti nisem vedel to in so me zapravo ljudje od znotraj na nek način rešili, da sem se potem v tistem sporu lahko toliko ubranil. Zdaj, a so brali še drugi. Zdaj, to bi rekel, sistem je ostal zelo podoben. V velikih časopisih pa medijih je seveda veliko nadzora in urednik mora imeti nadzor na tem, kaj se dogaja in se bere časopise. Jaz sem malo mlajši človek in sem tudi časi so se spremenili in sem seveda časopis Večer v celoti videl na računalniku, v službi in doma. Mi je pa kurir pripeljal tudi iz tiskarne prvi izvod, da sem videl, kaj je natisnjeno. Iskal sem napake. Tisto, kar bi nas osramotilo, to je delo urednika, se zgodijo in jih probaš odpraviti po najboljši moči, ker pozneje je sramota strašna in tega ne možeš več popraviti, če ne vidiš pravočasno. Ne. Tisto, kar bi pa rad opozoril, pa to, da smo mi vsi živeli v neki, ko govorimo o udbi, veliki zablodi. Smo bili izobraženi že v nekih drugih časih. Jaz sem študiral po ameriški literaturi in se mi je zdelo sramotna misel, da bi novinar delal za obveščevalno službo. Mene so pač učili, da je to pravi ameriški učbeniki greh. Zaradi tega novinarji po svetu umirajo, dopisniki, ker te ubijajo z sumom, da si vohun kot novinarja. Ne? Je črta, ki je ne smeš prestopiti. In se nam je to moji generaciji zdelo nečastno. Zdaj, nismo pa pomislili na to, da se ljudem, sodelavcem, pomembnim okoli nas, to zdi samoumevno, da dela samo za obveščevalno službo in tudi častno. In se jim je samoumevno zdelo tudi takrat. Poglejte, moj predhodnik, ne, zdaj ne govorimo o Darjanu Koširju, ampak o uredniku malo pred njim, ne, gospod Meršol, on je delal za obveščevalno službo v prejšnjem sistemu. In je bil imenovan za odgovornega urednika v času demokratične države. Te odločitve, zdaj bo kdo rekel, da so to neki privatni lastniki odločili, to ni res. Na te odločitve je imela vpliv oblast. Na delo je predtem potekal nek političen spopad, kjer gospod Slivnik in vi ste izgubili in je pač ta levi liberalni blok zmagal in takšne urednike je postavila oblast za to zgodovino. Zdaj, ko je tisto, kar je mene presenetilo, sta bili dve stvari. Ne. Ena je to, jaz sem to na srečo, vse to zgodovino za nekaj ljudi na delu poznal, za vse tudi ne, vsega ne moreš vedeti. Ne. Presenetilo me je to, da lep del novinarjev, recimo notranje političnih, mislim, da čisto res niso vedeli za to zgodovino in so bili zelo presenečeni, ko je to bilo objavljeno na Pop TV, nekateri tudi šokirani. Nekateri so pa najbrž tudi igrali to. Ampak tisto pravo presenečenje je bilo pa to, da je gospod Meršol povedal, da se on tega ne sramuje in da je bil zelo ponosen na to. No. To je res. In takšnih je bilo še kar nekaj. Sem prej gospodu Merzu rekel, da bom z veseljem prebral to knjigo, da bi pa bil dosti bolj vesel, če bi za čista nove čase poznal vsa ta ozadja. Ne. Tudi osebno so me zanimali. Jaz sem na delo takrat prišel, predtem sem bil urednik notranje politike na Večeru in sem tu imel velik manko. Na Večeru sem se naučil, to je bila manjša ekipa, da moraš novinarje, če hoče z njimi delati, res v nulo poznati. Tudi osebno, tudi čisto tiste stvari, ki jih običajno v ljudeh ne veš, da lahko dobro sodeluješ in na delu, to je velikanski kolektiv, sem ljudi preslabo poznal, predvsem pa te podrobnosti, ki so povezane z ali delom za prejšnjo obveščevalno službo, ali povezanostjo z političnimi strankami, ker to so novinarji pogosto tudi, imajo ambicije, ali pa tudi povezanosti s časih z pač nekdanjo jugoslovansko vojsko.
sorodstva, ki so tam, to so vse stvari, ki vplivajo na ravnanje novinarjev. Tu sem imel takrat zelo najbrž premalo znan. No. Še to bi rad rekel, neka ambicija je takrat bila moja osebna, sem bil idealist, nič ne skrivam, sem še danes. Pa mislim, da je bila tudi to ambicija gospoda Slivnika, da se delo postavi kot tisto, kar je bil takoj po osamosvojitvi, nek časopis, ki je narejen za vse ljudi, za leve, desne. In se je zdelo tudi, da je ne samo politika, takratna vlada, ki je vodil premier Janez Janša, ampak so tudi lastniki temu naklonjeni, da ta časopis ne bo levi, desni, ampak bo fer in pošten za bralce. To je bil velikanski idealizem. Ne. In tudi ni res, da odgovorni urednik kaj veliko odloča, ko so se lastniki odločili, da imajo neke druge interese, da bodo izpeljali lastnine in do konca so ladjo obrnili, pozamenjali ljudi, voz obrnili časopis spet nazaj v levo, še pred volitvami leta 2008 in je potem odigral neko vlogo, kakršno je tudi v preteklosti odigral in kakršnega igra velika večina medijev v Sloveniji. In to je tisto, kar je treba biti pazljiv. Ni fair. Vse strani morajo biti enake možnosti pred volitvami, da lahko volivci pošteno odločijo. Hvala. Gospod Jevnikar, kako je bilo pa v zamejstvu? Ste se vi kdaj srečali z tajno policijo, se pravi z UDBO ali pa vaši sodelavci? A ste bili kaj obveščeni, kako deluje, na koga vpliva na zamejsko časnikarstvo? Ja, iz publikacij prijatelja Omerze smo zvedli marsikaj, kako je recimo na radio, kjer sem bil jaz v službi, kako so nas opazovali pa diskutirali o nas in tako dalje. Ampak torej, osebno nisem imel kakšnih takih ne pritiskov, ne druge, ampak jasno, tudi pri nas je torej, medij, ki je ustvarjal in v glavnem še danes ustvarja javno mnenje, je Dnevnik, ne, Primorski dnevnik, ki je bil do demokratizacije v Sloveniji absolutno enosmeren, enobarven in tako dalje. Potem je skušal se pluralizirati in tako dalje, ampak tudi spričo finančnih težav, ki so nastopile, lastnik je postala zadruga, ki šteje 3000 zamejcev, ampak nikoli se ni ta proces pripeljal do konca. In vmes je bila še epizoda z Republiko in tako dalje, torej močni politični vplivi tudi. Ne. Drugače pa je nekomunistična stran razpolagala z tedniki, ne, v glavnem. Zdaj, prej smo rekli Demokracija, to je bil prvi politični tednik leta 1947, ampak recimo prvi časopis, ki ni bil pod kontrolo partije pri nas, je bil Slovenski Primorec v Gorici, to so izdajali duhovniki od leta 1945 do 1948. Recimo ta časopis je, mislim, edini, ki je objavil čez celo prvo stran tisto pismo jugoslovanskih škofov pred volitvami, kar je zelo razburilo javnost. Ne? Ja. V Trstu je potem od 1947-1948 izhajal Teden. To je bil tudi tednik, ampak je bil samo religiozno-verski, je pa umrl zaradi politične odločitve. In sicer takrat je umrl leta 1948 znani duhovnik, primorski in politik, tudi poslanec v predfašističnem parlamentu v Rimu, Virgil Šček, ki je zelo podpiral oblast zaradi nacionalnih interesov, zaradi meje in tako dalje, ampak je bil čisto na liniji, recimo, ne. In tudi duhovniki so bili zelo razdeljeni, eni so ga podpirali, drugi ne, drugi so rekli, predaleč šel v prijateljstvu z režimom in tako dalje. Ampak ko je umrl, ga je komemoriral glavni urednik, je bil tudi duhovnik, je bil Gabrovšek, brat Gabrovška duhovnika, politika predvojnega in tako dalje. In tržaški škof mu je oduzel dovoljenje za izdajanje časopisa, ker je bil v osebnem sporu tudi s Ščekom, ga je laiciziral in tako dalje. In časopis je umrl takrat, ampak je cerkvena oblast zaradi političnega vprašanja. Ne? Potem je pa nastal Katoliški glas leta 1949, ki je povezoval Trst in Gorico, ki je bil popolnoma neodvisen od takih političnih vplivov, bodisi italijanskih, bodisi jugoslovanskih, recimo, bodisi cerkvenih. Je bil privatna last duhovnikov in nekaterih laikov. Ne? Potem vemo, iz tega se je združil z Novim listom in je nastal Novi glas, ki še danes izhaja kot tednik ne
nelevičarskega dela manjšine. Novi list je bil, spet to čakamo Omerzo, da bo kaj odkril, ampak Novi list je podpirala Jugoslavija finančno. Ne? Dr. Besednjak, vemo, da je debela mapa njegovih pisem, ki jih podpisuje profesor ali prijatelj ali Jež ali kakorkoli in je direktno poročal Ribičiču. Ampak to niso tako obveščevalna poročila nekega vohuna, ampak deli tudi veliko naukov. Mu pravi, z Italijani morate delati tako, z demokristjani tako, s socialisti tako. Je pa notri tudi velika ost proti tistim, ki so se v zamejstvu zavzemali za samostojno Slovenijo že takrat. Je bilo nekaj stražarjev na Tržaškem in to so bili krvno peti, ne samo njemu, nasplošno. V vseh etabliranih sredinah, levih in desnih, je takrat samostojna Slovenija bila eno strašilo, ker Jugoslavija je edina, ki lahko brani manjšino, ker je velika, močna in tako dalje. Ampak recimo ta časopis, ki je bil na liniji krščanskih socialistov, recimo blizu Kocbeku, Franc Jeza je o njem pisal in podobno, ampak ga je financirala Jugoslavija in mu postavljala meje, ne reklamo za režim, ampak nobenega napada, nobene kritike na Jugoslavijo, na režim in tako dalje, neke tirnice, narodno-obrambne, zamejske in tako. Tako da je ta panorama precej živahna. Potem seveda so bile pri nas revije ene zelo kratkega diha, ampak Zaliv, recimo, ki je odigral svojo močno vlogo, pa Most in tako dalje. Gospod Omerza, partija je imela, recimo nekje do demokratizacije Slovenije, se pravi, absoluten, popoln nadzor nad mediji, delo je bilo režimski časopis, ki je bilo uporabljeno tudi za medijske umore. Recimo Viktorja Blažiča, Borisa Pahorja, seveda oni niso imeli možnosti, da bi karkoli odreagirali. Samo zdi se mi, da se je ta vzorc medijskih umorov nekako prenesel iz tistega režima tudi v sedanji čas. Samo spomnim se zadevo Patria ali pa za zadevo z gospodom nadškofom Francetom Rodetom. Zdi se, da se nekateri novinarji ali pa imajo to mediji že v svojem genskem zapisu, ker se je bilo toliko časa pod tistim režimom, tega nikoli niso mogli utresti. Pa to je tudi vprašanje za gospoda Jančiča, kako to komentirata, te medijske umori, ko se tudi sedaj dogajajo. Ko mediji ki podpirajo neko politično opcijo, družno napadejo nekoga ali pa neko ideološko nasprotno politično opcijo. To, kar so počeli tudi že prej. Velika razlika je v tem, kakorkoli, da ti danes lahko odgovarjaš. Če ti pa že recimo noče, čeprav ti pravzaprav morajo odgovoriti, ampak tudi recimo, da ti ne, imaš ti možnost druge. Danes z internetom lahko odgovarjaš. Če si ti imaš kaj pametnega za povedati, ker mnogo je tam na vlake na internetu, potem te bojo ljudje, ali pa tisti krog ljudi, ki jih to zanima, te bojo prebrali, tudi na internetu. Čeprav mislim, da je domet interneta, je pač ogromno teh novic zgor, ogromno je komentarjev, tweetov in tako naprej, blogov, raznih stvari. Ampak seveda, če si ti kvaliteten, ali pa če boš imel dober odgovor, te bo tudi ljudje lahko množično brali na internetu. Potem imaš danes tudi medije, kjer se lahko recimo oglašaš in ki ti daje nek support lahko, če imaš ti zopet nekaj zapovedati, ali pa če se lahko braniš, argumentiraš in tako naprej. To je velika razlika, ker ti recimo v prejšnjem režimu enostavno, seveda, če se napadal Borisa Pahorja, on je odgovoril za zamejstvu. Je imel nek možnost, ampak te njegove odgovori niso smeli prijeti, so jih plenili na meji. Če si imel imigrantske časopise, si šel v zapor. Spomnim se našega slavnega pisatelja Draga Jančarja, takrat novinarja Večera, je šel v zapor, ker so pri njem našli neko imigrantsko literaturo o teh povojnih pobojih. Tako da ti so bili časi, ker ti dejansko
si riskiral, če si kaj dobil od zunaj ali če si od zunaj kaj objavil. Recimo Blažič Miklavčič sta objavila v Paharjem zalivu, zato sta bila zaprta. Ne? To so vendarle velike razlike. To bi rekel, da so najbrž primeri različni. Zdaj, če pogledamo neko zgodbo, recimo o Načkofu, ne? Ta zgodba je relativno preprosta in tudi ta logika zdrži. Ne? Tam je pač časopis neka ekipa naredila neumnost, je šla v neko tveganje, je postavila trditev o očetovstvu na naslovnico in to lahko možno dobiti odgovor, se preveri in čez en čas so sankcije. Te sankcije so za časopis neprijetne. Je sramota, to se je škodilo, urednica je odletela. Ne? Ampak to je en primer. Ne? So pa neki drugi primeri, ki so mene bolj zaskrbeli. Zaradi njih sem napisal knjigo, ne? Kjer pa to ta fake news, ne? Kjer pa ne gre za to, da bi kako bi rekel, te stvari izvirale iz neke odločitve v mediji. Ker gre za to, da organi oblasti, obveščevalna služba, kriminalistična policija ali pa oblast sama širi neke informacije o svojih političnih nasprotnikih, predvsem iz opozicije, ki se pa danes težko branijo. Lep primer je recimo v Mariboru nekdanji župan gospod Franc Kangler, proti kateremu je potekal kup nekih tajnih preiskav, o katerih on seveda nič ni vedel. In informacije, pa govorice in vse mogoče iz teh tajnih preiskav se je širilo po medijih. In je nastal cel revolt. Naredil je tudi sam nekaj napak, na koncu so stajniki skoraj razsuli mesto. In zelo dolgo je trajalo, da je prišla še neka druga plat tega dogajanja na plan. Da je recimo vse preiskave tajne odrejal nekdanji Udbovec, pozneje namestnik direktorja Sove, Visa, mislim, Sove v času gospoda Danovška, ki potem postane sodnik, ne, in drugi sploh niso smeli. Policija je počakala, če je bil kak drug sodnik, da je prišel pravi službo, ker bi lahko napačno odločil, in celo je enkrat napačno odločil, sem potem čez en čas opazil. Ne. Te stvari so pa zaskrbljujoče in tu se pa dejansko je težko braniti. Tukaj sem opozoril, ne, zdaj pogledamo malo širše. Ne. Gospod Kangler je posameznik. Jaz mislim, da ni šlo za posameznika. Ta igra je bila zvita. Z uničenjem Kanglerja je nekdo uspel uničiti ljudsko stranko, ki je pa bila pomembna za nek cel politični blok in je zagotovil vladanje neki drugi strani. Ne, in zato je danes zaskrbljujoče, ko vidiš potem neke ponovljene volitve zdaj med gospodom Kanglerjem in to, gospodom Arsenovičem, in gospod Arsenovič zmaga in ima proslavo in ta sodnik, ki je odrejal vse te prisluhe, predtem pride proslavljati. Neodvisno sodnik je prišel proslavljati poraz tistega, ki ga je samo uničeval pred tem. Kar se večini mediji ni zdelo sporno. Jaz mislim, da je celo pravosodje se časoma zazdelo sporno, ko so mediji to objavili. Vse preteklosti niti kaj dosti niso. Zdaj smo imeli podoben primer čez te prvomajske praznike, ne? Ko sta dva sodnika, ki sta tudi malo sodelovala v teh procesih, šla na zabavo SD-ja, po vrhu pa so tam bili še evropski kandidati te stranke in ste se slikali z njimi v rdečih majčkah in eden celo z rdečo zvezdo, vse mislim, kako sem videl na posnetku. Ne? Spet nekaj podobnega. Ne? To je predvsem nespodobno. Ne? Nek podoben primer je bila tudi afera Patria. Pa še nekaj takih narodnih primerov je bilo, kjer smo včasih opazili, čeprav je to zelo težko priti zraven, da se je Sova včasih tudi spremenila pri nas sredstvo političnega obračunavanja in ne skrbi za dobro obveščenost politike v dobro države. Nekaj teh informacij, vsaj kar sem kot novinar dobil, je dejansko prava katastrofa. No. Tudi potem, kako so ti šefi, ki so po mojem zlorabljali položaj, bili potem hitro zaposleni v nekih pomembnih firmah, to ni dober znak za neko moderno državo. Mene to dosti bolj skrbi. V tem delu se posameznik težko brani in gre tudi za dosti več kot posameznike. Niso pa vedno vse krivi samo mediji, to je preveč osko gledanje. Po mojem šele tudi marsikaj. Novinarji in uredniki seveda nosimo svojo odgovornost. Tudi jaz zdaj za kako napad. Nekaj se strinjam, kar se tiče dezinformacij. To je v nekem genetskem kodu teh udbovcev in se to je preneslo. Recimo, to je tipično, kar je prej govoril Ivo, kam je vse zginil Uršič, ne vem, po celu, Moskva, ne vem kaj. Poglejte, ko sem jaz in Leljak pisala o Crnogorcu,
se pravi hrvaškem študentu, ki so ga ugrabili, pa tukaj umorili, verjetno tukaj umorili, skratka umorili so ga zdaj, ali tukaj ali nekje druge v Jugoslaviji, ga je pa UDBA ugrabila. In ko sem midva prišla zdaj z novo dokumentacijo iz Arhiva Slovenije, in v Nedeljskem dnevniku piše, ja, on je šel v Afriko, on je tam v Bosni, ovce pase in tako naprej. Ista koda. In kdo se zdaj brani? On je mrtev, ne? Družina je tam dol v Makarski, seveda jaz sem skušal odgovarjati, kolikor sem pač mogel, ne? In to so dezinformacije, ki ostanejo, ker ni odgovorov praktično, ne? Tako da to, ali pa pogledajte tudi ta problem, ki ga imamo zdaj z Jankovićem v mestu, ne? Greš na volitve in imaš brezplačni mestni časopis, ki je financiran iz pravzaprav davkoplačevalskega denarja in si ti in tvoji kandidati edini noter nastopajo. Pa verjetno še v drugih občinah podobno, nekaterih ne poznam celotne. Ampak in danes je to na Ustavnem sodišču. In me prav zanima, kaj bojo rekli, ker to je tisto, kar je nevarno, ne? Da imaš ti nek medij, celo niti ne privatni, ampak iz naših žepov, vseh naših žepov, ki protežira in to tisoče naklade v vseh nabiralnikih. To lahko ključno vpliva na volitve. Ne, to so pa problemi, ki so absolutno, rekel, taki, da kličejo neke, da se družba okoli tega ali pa politika ali pa kdorkoli, civilne zadeve, pa tudi sodišča danes, Ustavno sodišče mora nekaj okoli tega reči. Gospod Jevnikar, še vaš pogled iz zamejstva, kako vi vidite danes slovenske medije so se že utresali monopola partij, so prenesli kaj iz prejšnjega sistema, te negativne vzorce svojega delovanja. Kakšen vaš pogled iz Italije na Slovenijo, na slovenske medije danes? Ne, moramo se tudi spomniti, kako je bilo pred 30 leti, ne? Torej, nek napredek je, ne? Vsekakor, mislim, od časov, ko so popolnoma vse obvladali in bili bog in batina. Ampak mislim, da smo še zelo daleč od pravega pluralizma. Dejstvo, da en velik spektar političnega prostora ne razpolaga z možnostjo, da bi dnevno bil prisoten v medijih in tako dalje, to je nenormalno, no? Nenormalno. Glejte, eno osnovno poslanstvo medijev je nadzor oblasti. Se pravi, vsakokratno aktualne vlade. To pomeni, da so mediji bi mogli biti po nekem načelu ves čas v opoziciji. Ampak tukaj v Sloveniji, se mi zdi, saj govorim za prevladujoče medije, za medijski mainstream, se dogaja, da bolj ali manj napadajo opozicijo, medtem ko je vlada pri njih nekako v milosti. Samo pogledajte primer financiranja političnih strank. Problematizirali so nek kredit opozicijske stranke, ki je bil takoj vrnen, medtem ko od dveh vladnih strank njeno financiranje nikjer ne problematizirajo. O tem ste vi pisali, gospod Jančič, ste to preiskovali. Kakšen je vaš komentar? Kako to, da so mediji... Ta stvar je pravzaprav še bolj zapletena in spet gre za več kot medije, ne? Gre za to, da so stranke, ki vladajo, včasih tako spretne, da prilagodijo same sebe in pravno ureditev na tak način, da postane goljufanje tako rekoč zakon, pravilo. Zdaj, o čem govorimo? Se sploh ni težko povedati. Stranke imajo vedno težave, da zberejo dovolj denarja za kampanje. Zdaj, vprašanje je, kaj narediti, če nimaš dovolj denarja. Nekaj dosti možnosti. Eno je, da zbereš od pristašev ali pa od članov, nekaj dobiš iz proračuna, ne? Lahko vzameš posojilo, kaj drugih možnosti pa ni. Eno možnost pa so še najdli in najdle so jo leve stranke in to cel kup levih strank. LDS, SD, zares. In ta možnost je, da računov sploh ne plačaš. Od leta 2008 naprej oni sistematično niso plačevali velikih vsot računov. Jaz sem to slučajno naletel, ko sem pač kot novinar na delu raziskoval financiranje političnih strank in niti tega niso zanikali. To so priznali. Zdaj so pa bili spretni, ker so oblast, ne? In so recimo SD, LDS je itak potem čisto bankrotiral, ker so imeli tisti milijon minusa, to so ti neplačani računi, ne?
tam tisti je bilo konc potem, ampak seveda je bila pa pametna in oni računov niso plačevali izključno pri lokalnih volilnih kampanjah. Zakaj? Ker druge pregleduje računsko sodišče in bi jih ujelo. Pri lokalnih pa ni pregleda in tam jih niso mogli ujeti in enostavno niso plačali. In šlo je z velikanske vsote, tudi $500 000. In tudi, če na naslednjih volitvah niso tistih starih računov plačali, še na tokratnih volitvah niso plačali računov izpred 10 let. To je nekaj spletnosti, ampak zdaj, kar je neverjetno, je pa to, da potem je s časoma se ureditev spremenila in je računsko sodišče dobilo novo pristojnost, da lahko tudi letno poslovanje pregleda in tudi so pregledali. In to v letu, ko so bile prejšnjič hkrati lokalne in parlamentarne volitve in takrat so pa v letnem poročilu opazili, ker v letnem poročilu te stranke pa piše, da niso plačali računov, da imajo pač posebno postavko neplačani računi, takrat je bilo, 250 000 ali nekaj takega. Zanimivo je to, da so dobili pozitivno ceno računskega sodišča. In zanimivo je to, da to nikogar ni zmotilo v resnici. Vsem se je zdelo normalno, da na stranka 250 000 sploh ne plača. Zdaj, mi smo dejansko tu imeli nek velik škandal pred tokratnimi volitvami zaradi najema posojila, ki je bilo potem relativno hitro odpovedano, ampak tudi, če je tu bila prekoračena najvišja dovoljena vsota, je to malenkost v primerjavi z to drugo stvarjo, o kateri govorimo. Tu je, to bi rekel, tu se kaže ta neuravnoteženost sploh medijev. No pa saj ta se kaže, to je vsem prezentna. Vsak, ki zna šteti do 3, najbolj se to kaže pri prestopih med novinarji in med novinarstvom in politiko. Na evropskih volitvah, ki so pred nami, so glavni kandidati obeh največjih vladnih strank ljudje iz obeh največjih televizij. In tudi tretje, za levico je iz medijev. In tudi v preteklosti so na evropskih volitvah kandidirali kandidati iz medijev, ampak za leve stranke vedno. In bili so tudi resni problemi, ko je ena kandidatka LDS-a pred, mislim, da 8 leti propadla na volitvah, naslednji dan je htela poročati in je urednik ni takoj tega dovolil. In je sindikat popolnoma znorel, tam so bili protesti, takrat je Pahor vladal, z levice strašen, da je to kratenje novinarske pravice. Da ima ona tako rekoč pravico naslednji dan poročati o sami sebi. Še je to popolnoma neetično. In urednik ni htel nič drugega, kot samo eno leto naj dela nekaj drugega, ker drugače škodi to našemu ogledu. Pa je bilo zelo težko takšno elementarno stvar spraviti skozi. Če bi šlo za nekoga z desne, bi ga zradirali. O tem govorim, to je ta velika razlika. Pa ker sem prej že govoril o gospodu Meršolju, kot primeru urednika predtem, ki je delal za obveščevalno službo, politično policijo v prejšnjem sistemu, jaz sem imel pozneje z njim kot urednik še neko težavo. Gospod je šel namreč kot novinar, ugleden star gospod, kandidirati. In to ne za kogarkoli, šel je kandidirati za gospoda Jankovića, za Pozitivno Slovenijo. Rekel, podobni gredo skupaj. Ampak ni to težava. Težava je v tem, da seveda, če ti gre novinar kandidirati in je pred tabo neka kampanja, imaš kot urednik neke obveznosti. Nekoč je šel tudi gospod Petek kandidirati, pa smo mu na večeru rekli, da v tem času ne more pač pisati. In je to tudi sprejel. So bili to tam neki konflikti, ampak vse je logično, tisti čas se moraš umakniti. Gospod Meršol ni. On je znoril na mene, da mu jemljem pravice, ki jih ima kot novinar, da on hoče še naprej delati. Da so moral dobesedno ukazati urednikom vsem, da ta človek ne sme pisati ta čas. In so se potem strinjali in še vedno je nekaj ušlo, ker so bili kakšni goljufi. Ampak to razlagam, da kot je bil ponosen, da je delal pozneje, a pa je to vse govoril nekod za obveščevalno službo, tu ni imel niti najmanjših teh, kako bi rekel, ovir, da bi zlorabljal lastno medijsko podjetje za neko lastno politično promocijo. Jaz sem upal, da se bo problem rešil, da ne bo zvoljen, ker je bil bolj na dnu liste gospoda Jankovića za mestni svet takrat. A pol je bil še zvoljen in je normalno naprej delal kot novinar. Mene so potem odstavili. Potem, ko se je upokojil, je pa šel tudi na parlamentarnih volitvah za njih in je bil zvoljen za poslanca. Potem so pa tudi veliki mediji, Pop TV, niso mogli več pokrova navzdol držati in so pač objavili to, da je delal nekoč za prejšnjo tajno policijo, ker tudi mislim, da bi mogoče lahko že prej objavili, pa noben ni. Žal se nam čas počasi steka, ampak še preden da vsakmu eno kratko zaključno misel, bi še gospoda Jevnikarja vprašal. Mediji živimo tudi od oglasov.
Zdaj bi vas poprašal, glede na to, da prihajate iz Italije, ki ima vendarle daljšo demokratično tradicijo od Slovenije in čeprav po teh dveh velikih privatizacijah v Italiji je, mislim, da v državni lasti ostalo okoli 30 podjetij, med katerimi so pa nekatera velika energetska. Ne? Kaj bi se v Italiji, bom vprašal takole, kako bi javnost reagirala v Italiji, pa tudi italijansko novinarsko združenje, ko bi njihov premijer, recimo gospod Conte, javno rekel vodstvom podjetij v državni lasti, naj ne oglašujejo v določenih medijih. Da privatno kdo na kakšen tak način pritiska, to o tem ne dvomim, ampak da bi si upal nekdo javno to kot neko politično stališče ali programsko stališče postavil, to je nepojmljivo. Ne? Ker mi smo bili deležni teh pritiskov in Nova 24, TV in Demokracija. In tukaj je ena vzporednica za Demokracijo, kjer je pisal gospod Uršič, takrat so iz komunistične Jugoslavije govorili o fašistih. Mi smo danes isto za neko politično opcijo fašisti, ampak ja. Ko je šla prva številka Demokracije, prednji, samo treba povedati, je Branko Babič, takratni politični vodja pri nas, v Primorski dnevnik napisal, da včeraj so bili zvesti hlapci Dučeja in Hitlerja, danes pa so stopili v službo novega fašizma, Trumana in Churchilla, naši zavezniki. Zdaj pa še vsadzga prosil za eno sklepno misel, a je bil vendarle storjen napredek v medijskem prostoru danes v primerjavi s totalizmom, najbrž je bil, in kjer so tiste bistvene razlike. Gospod Omerza, na kratko bi prosil. Ja, jaz sem že prej povedal, da vidim velike razlike, ne? Da pa nekaj teh ostankov je, ne? Več ali manj. Ne znam kakšne analize narediti, ker tega ne spremljam tako podrobno, ampak meni se zdi bolj pomembno to reči, ne? Da je zelo pomembno, pa ne zato, ker jaz to delam, pa še nekateri drugi, razkrinkavati tiste, ki so delali za tajno politično policijo. Ker s tem, ki jih razkrinkavamo, zgubljajo tisti, ki jih poznajo, ne pa javnost veliko moč na te ljudi. Ker jaz, če najdem kakšnega sodelavca UDBE, jaz ga ne siljujem, jaz objavim. Tisti, ki pa nekateri še danes, gospod Zemljarič, ki pozna ogromno teh ljudi, pa jih mi ne poznamo, ima nad temi ljudmi veliko moč. Ti, da veš nekaj neprijetnega v nekem človeku, je to velika moč. Ni treba niti, da mu kaj rečeš, ker on to ve, da ti veš in se lahko tako drugače obnaša. Zato je recimo razkritje Meršola pomembno. Ali pa še kakšnih drugih, ker se danes še ljudje, ki so, če niso več na položajih, so pa vplivni v ozadju. Se tudi pogledajte, Milan Kučan je bil sodelavec KOS-a s kodnim imenom Plavi. On je to demantiral, ampak so trije viri, ki so to potrdili. Ne? In je to neprijetno. Ne? In seveda tisti, ki so to vedeli, ne, recimo vojaška obveščevalna oziroma KOS, so imeli veliko moč, če imajo tako informacijo. Ne? Potem so jo ven spravili, ampak hočem reči, te stvari je treba razkrivati, ker to pomeni tudi za danes bolj sproščene in bolj bi rekel, svobodne in normalne odnose v naši družbi. Gospod Peter. Jaz mislim, da je položaj vseeno kot sicer v skupnosti danes bistveno boljši, kot je bil v prejšnjem sistemu. Čeprav ga danes mnogi poveličujejo, pa to ni res. Poglejmo okoli sebe, vendar se je zgodil nek velik napredek, je pa res, da bi ta napredek lahko bil večji, da se je naredilo veliko napak pri vodenju države v zadnjih 30 letih in da priložnosti zanesljivo niso bile izkoriščene, ki bi lahko bile, in enako je tudi z mediji. To pa predvsem po mojem zaradi tega, ker tudi politična elita, mislim, da niso točno vedeli, kaj hočejo, in takšen je tudi rezultat. In mislim, da še danes, če boste vprašali tudi vlado, kakšne cilje pa imajo na tem področju, ne, na kak način bojo zagotovili nek modern, pluralen prostor, ki bo zagotavljal več možnosti ljudem tudi pač za dobro informiranost, pa tudi za odločanje o politiki. Ne vem, če bo preprosto dobiti. Mislim, ogromno govorjenja bilo, nekih pametnih odgovorov pa je zelo težko dobiti. Se jaz jih nisem slišal. Je pa res, da to pa bo gospod Omerza rekel, da je pač iz socializma težko pobegniti. Gospod Jevnikar.
Ne, jaz bi za konec, ker smo ravno po taki priložnosti danes tukaj, ne, da je pač izredno pomembno, da so ljudje aktivni, da so politiki, ampak tudi bralci, gledalci in tako dalje, da so aktivni, da podpirajo pobude, ki širijo ta medijski prostor. Najlepša hvala vsem trem. Dame in gospodje, z nami so bili gospod Ivo Jevnikar, gospod Peter Jančič in gospod Igor Omerza.